Nekoč je živela drobna deklica. Ta deklica je imela babico, ki jo je imela neskončno rada. Nekega dne je babica podarila rdečo kapico. In deklica jo je tako rada nosila, da so jo vsi klicali kar rdeča kapica. Nekega dne je babica zbolela in mamica je naročila rdeči kapici, naj obišče babico. V košarico je dala potico in vino, da se bo stara ženica okrepčala in da ji bo tako bolje. Še preden pa je rdeča kapica odšla na pot, je mamica naročila: Rdeča kapica, glej, da boš hitro prišla do babice. Hodi samo po glavnih poteh in ne zahajaj na stranske. No, glej, da boš ubogala. Rdeča kapica je samo pokimala in že je stekla proti gozdu. Hodila je in hodila in hodila in kaj kmalu srečala volka. Volku so se kar sline pocedile, ko je zagledal mlado deklico. Radoveden je bil in jo je vprašal, kam je namenjena. Kam pa kam, rdeča kapica? K babici grem. Kaj pa nosiš v košarici? Zanimalo volka. Potico in vino, babica je zbolela, pa ji nesem nekaj, da si okrepča. Pa tako? Volk je bil seveda pameten in tako je pomislil na to, da bi bilo najbolje, da najprej pohrusta staro babico, potem pa še rdečo kapico. Vprašal je, kje babica živi. Ja, kje pa živi tvoja babica? Tam na koncu gozda, na gozdni jasi, kjer rastejo 3 leske. A tako? Ja, rdeča kapica, poglej, koliko lepih rožic raste tukaj v gozdu. Zakaj ne bi babici nabrala šopka? Veš, kako bo vesela. Joj, se jih je res polno, je rekla rdeča kapica, ko je pogledala malo okrog sebe. Zakaj se tega nisem prej spomnila? Rdeča kapica je pričela nabirati cvetlice. Volk pa jo je popihal v babicino hišico. Rdeča kapica je zdaj nabirala rožice. Koliko jih je bilo, oranžne, pa rdeče, pa rumene. In ko je nabrala šopek, je minilo že kar nekaj časa. In potem se je spomnila, da mora hitro do babice. Volk pa je že prej prišel do babice. Potrkal je na vrata, a stara ženica mu je rekla, naj kar vstopi, da so vrata odprta. Volk jo je seveda takoj požrl. In ko jo je požrl, se je ulegel v posteljo, oblekel se je v njena oblačila, tale volk je bil prebrisan, in se pokril. Potem pa je čakal na rdečo kapico. In ta je res čez čas prišla do hišice. Vstopila je noter, ko je zagledala volka, se je čudno zdelo, kakšna je babica. A kaj? Mislila je, da je to naredila bolezen. Vseeno je vprašala: Babica, zakaj imaš tako velike oči? Da te lažje vidim, je rekel volk. Babica, zakaj imaš tako velike šape? Je vprašala rdeča kapica. Zato, da te lažje zgrabim, je odgovoril volk. Ampak babica, zakaj imaš tako velika usta? Da te lažje požrem, je rekel volk in rdečo kapico požrl. In potem je bil volk sit in zadovoljen. In kaj naredi žival, ko je sita in zadovoljna? Uleže se in zaspi. No, tako je storil tudi naš volk. Ulegel se je v babičino posteljo in lepo zadremal. Ne samo zadremal, še smrčal je. To močno, na ves glas.
smrčanje, pa je slišal lovec, ki je ravno šel mimo babičine hišice. Pa se mu je čudno zdelo. Je rekel: "Joj, kako to, da stara ženica tako smrči? Takega smrčanja nisem še nikoli slišal tod naokoli." Stopil je v hišico, ker je bil radoveden, da pogleda, kaj se dogaja z babico. Ko pa je vstopil v hišo, je zagledal volka. Hitro je zagrabil puško. A vseeno je pomislil, da tukaj nekaj ni v redu. Babice namreč ni bilo nikjer, zato je raje vzel nož in volku po sredini prerezal trebuh. Jaj, kakšna sreča! Rdeča kapica in babica sta planili iz volkovega trebuha. In še dobro, da je bil volk tako lačen, da je obe pogoltnil kar s kožo in kostmi vred. Tako da sta bili obe še vedno živi in zdravi. No, potem so pojedli nekaj potice in popili nekaj vina in se okrepčali. In se vsi počutili bolje. Tudi babica je kar zdravela. No, volkov kožuh, pa je lovec odnesel domov. Rdeča kapica, ta pa nikoli več ni zahajala z glavnih poti. Naslednjič je vedno ubogala mamico in naredila tako, kot ji je rekla.